Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta Domžalskega športnega parka, kjer smo v pričakovanju zadnjega dejanja 29. kroga prve lige Telemach, nasprotnika pa Domžale in Mura. Je lahko pol to ključnega pomena. Klepač, izvajalec prostega strela, Klepač, Maruško, eno ostaja 0:0. Največja priložnost z naskokom do tega trenutka, 26. minuta, okvir vrat se je stresel. Stičišče, jaz mislim, če sem prav videl. Tako, izjemno visoka podaja, Kasalo, umešal se je Đurić, pa priložnost za Muro, tako, eno odlična obramba Tratnika, dve lepe priložnosti za Muraše v zadnjih minutah. Bravo, grozno Tratnik v tej situaciji, še enkrat si velja pogledati to obrambo. Kovačević, to zna biti zdaj nevarno, Kovačević pa Repas v sredino in še konec nevarnosti za Muro, Podlogar se je odločil za strel. In še eno danes in žoga v mreži. Zadetek Jošta Piška, 1:0 v 37. minuti. Kar nekajkrat se je Mura rešila ob tem ogrožanju vrat Mihelaka, na koncu pa do žoge Jošt Pišek je zadev za vodstvo Domžal. Ja, tukaj bo šlo verjetno tudi za var pregled, kaj ti je. Če vidim prav, je eden izmed domžalskih igralcev stal pred vratarjem. Offside. Ja. Takoj se mi je zdelo, takoj v prvem trenutku, da je verjetno prišlo do tega ogrožanja vratarja oziroma zapiranja zornega kota. Predvsem tudi zaradi tega, ker je prostor tako enih in drugih zelo zgoščen. Prekršek nad Klepačem. Nekaj dela zdaj za Davida Šmajca. Nekoliko nešportno. Ja, to bo VAR pregledal. Preprečitev neke akcije, ne vem pa, če je to za rdeč karton. Zdaj bomo videli. Ja. Ne. Rdeč karton. Ja, razveljavljen rumen in Domžalčani izdajo državo, torej neposredni rdeč karton. Ja, moram reči, da tisto tekmo sem gledal in dejansko še pred zadetkom si upa, ima proti napad. Ja, Kovačević, kaj lahko postori osamljeni jezdec, Kovačević, do strela pa mimo vrate Mihelaka. Ja, prav zanimivo, da so Domžalčani zelo nevarnejši od Mure. Mura nikakor si ne more pripraviti prave priložnosti, ne glede na ves angažman, tako ni bil preveč proč od zadetka. No, priložnost za Dakuja, ki je izjemno nevaren ob igri z glavo, po daljšem času tudi zadovoljen s predložkom. Skuša priti do nekaj prostora, našel ga je, podaja pred vrata, Klepač, voda, žoga tudi tokrat mimo vrat Gašperja Tratnika.
Jaz bi tako rekel, nismo se kaj pretirano obremenjevali, sigurno smo s prvim polčasom zadovoljni. Vedeli smo, da ne bomo si ni mi, oni ustvarjali veliko priložnosti, ti zadetek VAR nam letos res ne gre v tej sezoni na roko. Potem pa drugi polčas nekako smo se bili primorani, potem z igralcem manj zelo hitro v neki, bi rekel, hitri fazi drugega polčasa smo prejeli ta zadetek, bili smo nekako nevarni v nekih situacijah, po drugi strani pa zdržali mrežo, bi rekel, 0 iza, za nas je sigurno ta točka glede na potek, bom rekel, v drugem polčasu zadovoljiva. Po drugi strani pa se zdaj Koper nekoliko oddaljuje, recimo temu Primorci so izkoristili tale remi, prihaja Tabor, še ena izjemno težka tekma, tam boste tako ali drugače v vlogi favorita. Ja, sigurno se tudi na ta način moramo postaviti, mislim, da bo ena zelo težka tekma, s Taborom imamo najslabši skor v ligi, se pravi nismo jih še premagali in tako kot sem rekel, nekako gremo proti cilju, kakšno igro bi si želel, prvi polčas proti tej kvalitetni ekipi nismo mogli razviti vsega, kar smo si zadali pa želeli, ampak so bile neke stvari, s katerimi sem zadovoljen. Bom rekel, za nas v tem primeru dobra točka, se pa strinjam, da če bomo želeli, bom rekel, kaj več, bomo pa v naslednjih vseh tekmah mogli sigurno pokazati, bom rekel, še kanček več, predvsem v fazi napada, če se bomo pač želeli, ampak mislim, da so oni štirje po kvaliteti sigurno realno tudi boljši. Pred tekmo ste omenili težave s poškodbami, z boleznimi, nekaj mladih igralcev ste danes poslali v ogenj, kako ste zadovoljni z njihovo predstavo s tem vidikom? Nekako to je naš proces, to je naš, bom rekel, krvavi pot. Vsi, ki dobijo priložnost, mi je pomembno, da jo izkoriščajo, ne pričakujem od njih, da bodo odločili tekme, pričakujem pa, bom rekel, nek odnos, neko osnovno disciplino v sami igri, tako da vedno zadovoljivo. Jaz sem upam, da bo, rekel, fantje v nadaljevanju zdravi, da lahko mogoče pokažemo še kaj več kot danes. Ste danes v Gašperju Tratniku dobili še enega resnega kandidata za boj, recimo tudi za prvo vratarsko mesto? Ja, definitivno, Gašper je skozi celo sezono, bom rekel, bil marljiv, čakal je to situacijo, danes mislim, da je ena fantastična obramba, v prvem polčasu, v drugem mislim, da ni imel kaj pretirano veliko, ampak tako kot sem rekel, vsi tisti, ki so tu, na njih računamo, na njih pa je, da se razvijajo, bom rekel, v pravo smer in da poskušajo, bom rekel, na tekmah pokazati še malce več kot danes. Pred tekmo ste dejali, od Domžal nikdar ne veš, kaj boš dobil oziroma kako se bodo postavili danes. Trda tekma, brez, recimo temu, zares velikega števila priložnosti na obeh straneh, remi brez zadetkov. Kako ste videli vse skupaj? Res je, pritisk za ene in druge, mislim, da nismo bili dovolj natančni v tem, ko smo imeli igralca več, da bi pravilno napadali, se pravi pošiljali čim več predložkov in pravilno polnili 16-metrski prostor. Vse preveč nismo imeli dovolj krvi v tem, da se pravi pripravlja se predložek, da se naštimamo na pozicijo in jo res napademo. To nam je manjkalo, ker vmes medprostora ni bilo, je bilo nemogoče izigrati, samo po straneh in to smo delali, ampak nam je malo zmanjkalo. Remi verjetno ni čisto, recimo temu slab za vas oziroma bi ga sprejeli, pa glede na potek tekme bi glede na rdeč karton Domžal tudi sami lahko pričakovali več. Ja, ampak to so tekme, ki so, seveda je treba več tveganja prevzemati, ampak po drugi strani so bili zelo nevarni sproti napadov. Tam je bilo parkrat, je bil offside verjetno knap, ne vem, jaz niti nisem videl. In si lahko hitro kaznovan, potem pa, ko si v zaostanku z 1-0 se pa verjetno nemogoče vrniti na zgoščeno obrambo. No, to, kar nam je manjkalo mogoče, že v prvem polčasu, da smo premalo uporabljali spet našo hitrost spredaj, premalo pošiljali žoge njim za hrbet, njihovim srednjim branilcem. To nam je manjkalo v prvem polčasu, v drugem pa predložki in napadanje boksa. Nov teden, nova izjemno zahtevna tekma, še en pravzaprav derbi za Evropo s Celjem, ki je v krizi, po drugi strani pa igrate doma. Še vedno bi lahko rekli še ena tekma, ki utegne biti podobna današnji. Verjetno, ker bo vložek podoben, ampak kdorkoli od teh, ki smo neki pretendenti za Evropo, bo moral povezati 2-3 zmage, verjetno. Zdaj pa jaz srčno upam, no, da bomo že na tej tekmi uspešni in da se bomo priključili v to priložnost, da res napademo Evropo. Čestitke za prvoligaški debi, najprej morda, kako je izgledalo vse skupaj z vrat na prvi tekmi za vas v prvi ligi Telemach? Ja, uspeli mi obdržati 0, tako da sem kar vesel. Je bila pa zelo težka tekma, sploh pri rdečem kartonu, so Mura kar napadala, ampak res tudi obramba oddelala svoje, in oddržali smo 0, vzeli točko, kar je na koncu koncev v redu. Če bi vas nekako vprašal o tem pred tekmo, bi vzeli remi, ohranjate ta status quo oziroma točko prednosti pred Muro? Ja, sigurno, to je bila ena taktična tekma, ampak mi gremo vsako tekmo na zmago.
Žal je pač bilo tako, da smo prejeli ta rdeči karton v 60 minuti, pa je normalno težko napadati. V prvem polčasu ste dvakrat izjemno posredovali, sploh tista obramba sredi prvega polčasa po strelu Dakuja je morda celo odločila ali pa prelomila to tekmo. Pa moram tudi obrambo pohvaliti, valjda. Tudi jaz sem obranil eno, ampak obramba je danes res oddelala fantastično. Oni so imeli praktično 2 strela na vrata, tako da danes smo zborbali tole tekmo od začetka do konca. Prihaja pa še ena izjemno težka tekma proti Taborju v gosteh. Oni se borijo za obstanek za Evropo, tako eni kot drugi verjetno samo in zgolj po 3 točke. Ja, to je tekmo, kjer mi hočemo 3 točke. Letos nam še ni uspelo zmagati Sežane, tako da upam, da bo to zdaj tam. Amar Beganović, pričakovano izenačena tekma do samega konca, remi proti Domžalam, ohranjate točko zaostanka proti njim na lestvici. Da, mislim, kao što ste već rekli, jedna izjednačena tekma. Mi smo imali svoje preložnosti. Nismo zabili poslije i kada su oni dobili taj crveni karton. Više smo se opredijelili na predloške i mislim, kao što sam već rekao, imali smo svoje šanse, nismo zabili, ali šta je tu je, mi imamo svoje cilje. Mi ne odustajemo od njih, sve je još u igri. Već naredna tekma nas očekuje kući još jedan derbi protiv Celja, to je isto konkurent za Europu i kao što sam već rekao, mi ne odustajemo od svojih ciljeva, naši ciljevi su jasni, tako da idemo do kraja. Nekako se je že pred tekmo pričakovalo, da vam Domžale prav veliko priložnosti ne bodo ponudile in to se je uresničilo. Pa da, baš kao što ste rekli, zelo malo dopušćaju i mislim da smo morali iz tih šansi koje smo imali, da smo morali zabiti, ali šta je tu, to je fudbal i na kraju krajeva mislim da je realan rezultat. Na koncu ste imeli recimo 30 minut celo igralca več, pa je izgledalo, da so Domžalčani v tistem obdobju še bolj zaprli vse poti do gola. Pa da, kao što ste već rekli, oni su već zaprli, skozi sredinu nije bilo nič prostora, tako da smo se opredijelili na predloške, kao što sam već rekao, i nismo zabili, ali Bože moj, mi se okrećemo narednom protivniku i mi ćemo nastaviti trenirati, raditi ono što smo radili već kroz ovu pauzu i ove treninge, tako da nadamo se najboljem i idemo protiv Celja, moramo da ispravimo ovaj rezultat.